ava vedno jih imam gor, valjda, halo. A ti reče, da jih ne rajim. Za Tino pa vemo, ne? Da je zmerito zadnja. Gate imaš? Ne, jaz sem vedno brez. Ti sama sebe? Ne, ava vedno jih imam gor, valjda, halo. A ti reče, da jih ne rajim. Jo, kakve bedarije streska. Ne, da bi pole razmišljala, mogoče bo deti to uporabo, ne, boj tiho. Škaj me pa vedno znova, pa ne bom rekel preseneti, vedno znova se spomnim na to, ne? Ko voziš hibrida, moraš biti še enkrat bolj previden kot v navadnih avtomobilih, zato ker folk te preprosto ne sliši. Lušten, ne? Pa to, da smo šli v Gamlic, v ta Motorik park, to je 20 minut od naše hiše stran, ali pa mogoče 25, še zdaleč ni bil edini izlet, ki smo ga naredili z ES-om. Šli smo z njim tudi v Goriška Brda, kjer se je poročal moj najboljši prijatelj. In grede, z tega kota zgleda res hudo, kako se iz boka proti sprednjemu delu linije stečejo proti sredini. Zelo tak športen zgleda. Saj to je tudi njegov namen, konec koncev je ta oprema tista, F-Sport, ta bolj športna. Kar mi je malo všeč, malo pa zaradi umerjenega karakterja tega avtomobila se mu zdi, da mu ne paše to kot kaj bolj luksuriozanga. Zdaj pa preden se zakopljamo v detajle, osnova. To je Lexus ES. Tega avtomobila do zdaj v Evropi ni bilo. Je pa ES tisti Lexus, ki bo nadomestil, je že nadomestil GS-a. A GS-a si poznal? GS je bil tisti Lexusov konkurent BMW-jevi 5, Mercedesu E, Audiju A6 pa ostalim podobnim. To ostalim podobnim sem rekel, kada je avto v tem segmentu tako je, ne, 7000. Kaj se je spremenilo? Zdi se mi, da avto v kabini ni več tako ekstravaganten, ki je bil GS, pa zadnjega pogona ni več, ampak tiste osnovne stvari, s katerim so veliki, pa dražji Lexusi povezani, tiste pa ostajajo. Moram reči, da sem vseeno malo začuden, da je tale avto, kolikor luksuzen, prestižen pa fin pa je, da nima LED žarometov, ima pa bixenonske, kar se pa detajlov tiče že pri dizajnu. Vidiš, koliko je enih zavihkov, koliko je enih različnih ploskov in tudi to dela ES-a zelo zanimivega. Sam se veš, da vedno isto poudarjam, ko pridemo do dizajna pa Lexusa, gre tukaj za eno bolj nenavadno zgodbo, ampak se mi zdi, da kot tak, to se pravi kot ene vrste prestižen outsider, je to njegova prednost. Po mojem ne rabim niti posebej poudarjati, da je ta avto hibrid, drugače se voz na 19-kah, dizajn platišč mi je ful všeč, tudi farba. Je pa ena stvar, ki mi pa na tem avtu vse ni toliko všeč. To je pa točno tale zadeva. A veš, se mi zdi, da je tako malo na silo sem gor pripopan, ker je ta avto vse najprej umirjen, eleganten, ne pa toliko športno. Zdaj pa, če ga že porivamo ob bok Mercedesa, Audija, BMW, dajmo pogledati, če je sposoben ta nivo igre tudi zdržati. Zdaj ti bom pokazal armaturno ploščo, kabino, spregovoril bom par besed o detajlih. Treba je povedati, da tukaj sploh ni dvoma. Je pa nekaj drugega res. Spet je dizajn tist, po kateremu se bodo ljudje ravnali. Je zelo specifičen. In na en način tudi zelo tradicionalen, je pa vse skupaj zelo pregledno, zahteva pa malo več prevajanja. Bom pokazal. Lej, za začetek je tako, ker imaš opremo F-Sport, je to jasno vidno tudi tukaj spodaj na volanu. Usnje, materiali, plastike so večinoma zelo kakovostni. Pa mogoče en detalj, ki je drugače tudi spredi, ampak meni ga je lažje tukaj zadaj pokazati. Vidiš, take letvice je Lexus namestil takole ob robu kabine. Gre za tanko plast kovine, ne gre za plastiko. Je pa hotel Lexus s tem detajlom izpostaviti japonsko tradicijo delanja samurajskih mečev. In res, ko prideš bliz pa pošlataš, vidiš tak zelo zanimiv detajl. Kako je že s samurajskimi meči? Kolikrat so kovani? 25-krat, 27-krat? Ena taka bolana številka, se veš, kolikrat ga prepognejo med tem, ko ga delaš.
delajo, da je pol trdnost večja. A imam prav? A je kdo ekspert med vami? Povejte. No in ta tema povezana s tem, vidiš, teče čez celotno armaturno ploščo od sovoznikove strani, pa spredi pri vetrobranskem steklu, pa potem spet tukaj nazaj, vidiš? Drugače pa, ko govorimo o delovnem okolju, poglej, tukaj zgori so nameščena stikala klimatske naprave. Tam gor je vmesnik, zaslon ni občutljiv na dotik, imaš pa tukaj le en tak vrste touchpad. Za začetek pridružujem se mnenju, da zadeva ni toliko uporabna kot nekatere rešitve pri tekmecih. To absolutno drži. Ampak po drugi strani pa sistem, način upravljanja s tem touchpadom, ne glede na to, koliko zastarelo se sliši, ni tako neuporaben. In tudi to je dejstvo. Pravzaprav je, ko se enkrat navadiš, še kar prikladen. Sam prešaltati moraš. Recimo, da pomaga, da si predstavljaš, da delaš z laptopom in izkoriščaš tole površino, da upravljaš z meniji. Tukaj le stisneš meni in potem se po menijih sprehajaš tako, da pač drsaš s prsti po tisti površini. Ni tako neuporaben, kot zgleda. Pa ob te dva modela se tudi radi spotaknete. Tukaj je traction control, tukaj je pa nastavitev voznih programov. Je pa res, da programa Sport oziroma Sport Plus pri tem avtu nisem izkoriščal niti enkrat ali pa mogoče enkrat. Tukaj je vse bolj v easy. Zdaj pa pridemo do 3 detajlov, ki so meni daleč najbolj všeč. Ker ta prvi detajl je tale odtis F-Sport na vzglavniku. Meni zgleda zakon. Ta druga dva sta pa stlačena tukaj na par kvadratnih centimetrov. Ti bom pokazal zakaj. Zelo domiselno se mi en zdi, drug je pa pač fajn ga videti, pa tudi pošlatati. Klimatska naprava, upravljanje ni glih meni najljubše, zato ker so tudi lažji načini kot tale mehen krogec najdeti. Ampak, ko ti prestaviš temperaturo, poglej, kako se to zgodi. Vidiš, številke se ne spreminjajo. Občutek imaš, kada je zadnji tisti kolešček, pa grejo številke gor pa dol. Ta drugi detalj je pa tukaj zraven. Tale del armaturne plošče, v bistvu gre za čist mehen območje. Mi je tako fejst všeč. Vem, verjetno tega ne bo skoraj nihče opazil, gremo mi rajš naprej, ampak viš, majhne stvari. Zdaj pa, ko preden gremo v drugo vrsto pa na prostor, sam še nekaj maga o pogonskem sklopu. Valjda avto je hibrid, pogonski sklop je praktično identičen tistemu v Toyoti RAV4. To se pravi 2,5 litrski bencinski motor, ki dela po Atkinsovem ciklu. To pomeni, da gre za zelo prilagojeno ali pa specifično delovanje ventilov, kar se tiče odpiranja pa zapiranja, pa tajminga odpiranja pa zapiranja. Poraba, vozil sem tako kot vedno. Veliko je bilo avtoceste, je bilo med 6,7 pa 6,9. Gre tudi nižji, gre pa, če se recimo spraviš kaj na Pohorje, pa s takim avtom dvom, da se boš, lahko tudi viš. A ja, pa skupna sistemska moč, švoh 220 konjev. Ok, druga vrsta. Zato, ko govorimo o avtu, ki je zelo tesno povezan s poslovnim svetom, moramo besedo ali pa dve reči tudi na prostor. In če primerjamo ES-a s tekmeci, ki sem jih omenil prej, oni kar naenkrat niso več tekmeci. Prostora v drugi vrsti, prostora je ogromen. Le to. Le, mogoče najbolj še takole pokažem. Tole je luft od mojih kolen do sprednjega sedeža. Tega je kar veliko. Le to. In tudi ne glede na to, da streha pade v še kar kupejevskem stilu, vidiš to linijo, je tudi prostora za glave veliko. Skratka, v tem segmentu toliko placa, tukaj zadaj, na tem premijskem nivoju ne boš najdel nikjer drugje. To je dejstvo. Mogoče kakšno stvar za izpostaviti. Le, koliko je sam postavk pri varnosti. Veš, tu se to bral. SRS, ABS, EBD, BA, EBS, ECB, EPS, TRC, VSC, HAC, TPVS, pop-up HUD, alarmna naprava, e-call. Is very many! Zdaj pa še en od ključnih podatkov cena. Čisto osnoven ES stane 48,350. Tale, 100 oprema, to se pravi F-Sport, stane 60,150, ampak pol pa se mi zdi, da od znamke dobiš ekosubvencije 3,500 evrov. Lahko sem se zleknil, no. In pol pridemo na 56,650. To še zmer ful veliko denarja. Ampak dejstvo pa je, da se take avti, ja, tudi v Sloveniji prodajajo kar na debelo. Mislim, poglej, koliko je EO, BMW 5 pa Audi A6. Ne toliko mal. Je pa Lexusov veliko manj. Pa se mi zdi, da je tudi fajn, da tako ostane. Lexus nikoli ne želi postati mainstream. Oni so, a veš, to je nišna znamka z razlogom. In tukaj znotraj te svoje niše se mi zdi, da na svojstven način kar dobro pelejo. No. Ok, to je to. Smo na ta avto vrniti. Dajmo takole zaključiti. Zelo prefinjen, udoben, specifičen, luksuzen posloven potovalnik. Kaj pa v času, ko sem ga imel jaz, zelo razturil tudi v družinski vlogi, to drži. A kufra nisem več kazal, ne, čak sem malo. Lej, takle je, z eno besedo, ava je nekaj not pozabila, aha, v redu. Z eno besedo ogromen,
Pa všeč mi je tudi to, da sem par usranih stvari pelil, pa da, a vidiš, tale plastika se da 1, 2, 3 ven jo zvapaš, mislim, poštraj fiksaš, pa nazaj noter vržeš. Ok, zdaj pa to res to. Mene pa nekaj zanima, če imaš 15 sekund cajta, napiš komentarij, kakšen se ti ta avto zdi. A se ti zdi dostojen tekmec tistim, ki sem jih že prej parkrat omenil ali ne, predvsem pa zakaj ja, zakaj pa ne. Pomagajte mi razumeti.